Kaj je pomen socialnega plačnega sporazuma? Pomen socialnega plačnega sporazuma je, da se naš plačni sistem končno otrese nekih starih atributov, ki nam predvsem preprečujejo primerljivost našega plačnega sistema z drugimi plačnimi sistemi. Ko ste pripravljali predlog sporazuma, ste opravili številne primerjave in ocenjevali posledice posameznih predlogov. Za koliko naj bi se zaradi spremenjenega plačnega modela povečala masa plač v posameznem podjetju oziroma znotraj panog? Glejte, mi, ko se pogovarjamo o plačnem sistemu, se pogovarjamo največkrat o dveh temah. Najbolj zanimiva tema za javnost so višine. Mi se s prenovo plačnega sistema ne ukvarjamo z višino, ampak s strukturo plače in prerazporeditvijo plačne mase med zaposlene. To pomeni, da če bo pravilno določeno prehodno obdobje, se plačna masa samo zaradi spremembe plačnega sistema ne sme spremeniti. Posebej sindikati bodo pozdravili izenačitev najnižje osnovne plače z minimalno plačo. Nekje predstavlja to več kot 30% povečanje. Za koliko bo vključitev dodatkov v same plače ublažila to povečanje in kako bo potem s plačnimi razmerji znotraj podjetij? Bodo ostala ista in s tem tudi višje plače vseh ali bo to peljalo v večjo uravnilovko? Mi v zameno za to, da želimo sindikatom prisluhniti oziroma prisluhniti njihovi zahtevi, da se minimalna plača izenači z najnižjo osnovno plačo prvega tarifnega razreda, pričakujemo, da se dodatki vključijo v osnovno plačo, pričakujemo tudi ukinitev dodatka za delovno dobo. Od tukaj mislimo črpati sredstva, ki jih bomo potem samo prerazporedili v nižje plače. To pomeni, mi tudi po prenovi pričakujemo, da bojo relativna razmerja med plačnimi razredi ostala enaka. Kako bo pa to možno izvesti, je pa spet stvar prehodnega obdobja. Mi smo zadeve imeli do potankosti izračunane v preteklosti, žal vmes, odkar pripravljamo nov plačni sistem, je bila minimalna plača že dvakrat spremenjena, sprememba minimalne plače vpliva na ta naš plačni sistem, predvsem iz naslova dinamike uveljavljanja novega plačnega sistema.